dragi veliki. Včeraj smo govorili o tem, da človek ne more najti izpolnitve smisla svojega zemeljskega življenja, velikakršnih minljivih stvari, pa če se še tako trudi in da ne glede na to, kako bogat ali slaven bi bil, če ne živi za tisto, kar je pravi smisel človeka kot duhovnega bitja, ki je ustvarjeno po Božji podobi, nikdar ne bo zares srečen. Bogastvo in užitki lahko človeku dajo določeno zadovoljstvo, vendar je to zadovoljstvo na koncu minljivo in prej ko slej bo minilo, človek pa tega ne bo več mogel uživati. Na današnji svet nam ponuja prav takšne prazne primere kot nekaj, kar naj bi bilo za zgled. Dovolj je, da pogledamo, kakšne vsebine se ponujajo v današnjih medijih, kateri so maliki, ki so ljudem predstavljeni kot nekaj vzvišenega. To so danes tako rekoč slavne in znane osebe v svetu zabave, športniki, pevci, milijarderji. Toda, kaj to pomeni človeku, če sam ne more doseči tega ideala, nikoli ne bo mogel doseči niti približno te ravni slave ali bogastva. Tudi za same tako imenovane zvezde, ki jih danes ljudem ponujajo kot zgled, lahko hitro ugotovimo, da niso nujno srečni v svojem življenju, da jih to, da uživajo bogastvo ali slavo, ne naredi zares izpolnjenih. Nobene zemeljske dobrine ne morejo zadovoljiti človekovega srca, tako nam govori tisti znani citat svetega Avguština iz njegovih izpovedi. Zase si nas ustvaril, o Bog, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. Resnično, kakorkoli si človek želi doseči pravo srečo in smisel tu na zemlji, kakorkoli išče zadovoljstvo v minljivih stvareh, vedno bo na koncu ostal nezadovoljen, neizpolnjen, iskal bo nekaj več. To je zato, ker so stvari tega sveta minljive. Človekova težnja po sreči, smislu in izpolnitvi pa izhaja iz človekove duše, ki je nesmrtna, duhovna, in zato ne more najti svojega izpolnjenja v minljivih stvareh. To je tisto, kar človeka loči od nižjih bitij, od rastlin in živali. Ta imajo določen način življenja, rastline lahko rastejo, se razmnožujejo, živali imajo nagonne čute, a samo človek ima razumno dušo, ki je nesmrtna, in to je tisto, po čemer je podoben Bogu. Zato ne more najti popolnega zadovoljstva v minljivih stvareh, hrani, pijači, čutnih užitkih, časti, slavi, ampak vedno bo iskal nekaj več. Ker pa tega ne more doseči tu na zemlji, to pomeni, da se ta težnja mora nekje izpolniti, in to lahko stori samo v višji, nepropadljivi, neskončni duhovni resničnosti, ki ustreza pojmu Boga. Znani športniki, ki so danes predstavljeni kot idoli, vendar ta slava hitro mine, nekateri izmed njih pa že čez nekaj let izgubijo vse, kar so imeli. Primer sta na primer slavna brazilska nogometaša Adriano in Ronaldinho. Oba sta bila svetovni zvezdi, vendar sta danes izgubila praktično vse, kar sta imela, in prišla skorajda na beraško palico. Prvi danes živi v brazilskih favelah kot navaden revež in je alkoholik, drugi pa je naredil ogromne dolgove
ki jih ne more odplačati, pa je moral nekaj časa odslužiti tudi v zaporu, od koder so ga izpustili, potem ko so nekateri drugi njegovi nekdanji soigralci plačali kavcijo. Ali pa vzemimo primer nekoč slavnega pevca Elvisa Presleya in modela Marilyn Monroe. Oba sta bila svetovno znana, vendar sta živela razuzdano življenje in kmalu umrla. Po drugi strani pa morda poznamo primere preprostih ljudi, morda naših prednikov, babic in dedkov ali pobožnih ljudi iz naše okolice, ki so živeli preprosto, vendar globoko v veri in zaupanju v Boga, kar jih je izpolnilo z globokim notranjim mirom. To pa je tisto, za kar smo ustvarjeni, kar je sama bit človeka kot duhovnega bitja, da ne živi za minljive stvari, temveč za tisto, kar ne mine, kar lahko edino zares izpolni človekovo srce, in to je tisto nepropadljivo dobro, ki ga lahko človek najde v Bogu. A tisto, kar človeku definitivno pokaže, njegovo življenje prazno, če se zanaša na zemeljske stvari, je dejstvo, da bo prišel trenutek, ko bo moral vse pustiti za seboj in oditi z tega sveta. In to je trenutek, ko bo naše zemeljsko življenje prenehalo, to je trenutek smrti. Takrat se nekdo, ki je bil svetovno znan ali imel ogromnega bogatstva, ne bo razlikoval od navadnega, preprostega človeka. Takrat ne bo mogel nihče z tega sveta vzeti ničesar zemeljskega. Se bo moral pustiti za seboj tudi hišo, avtomobil in stvari, ki so mu bile najbolj dragocene na tem svetu. V to dejstvo se lahko prepričamo, če le obiščemo pokopališče. Tam bomo našli grobove ljudi, ki so živeli desetletja, morda celo stoletja pred nami. Tam bomo našli imena učenih ljudi različnih poklicev, uglednih oseb, ki so opravljali pomembne družbene funkcije, a vsem je skupno, da jih ni več med nami in da njihova telesa počivajo v zemlji. Zato se želimo soočiti s vprašanjem, koliko smo tega resnično zavestni. Če želimo biti iskreni, bomo morali priznati, da to ni trenutno med našimi najpomembnejšimi skrbmi. Z gotovostjo mislimo, da je priprava za prehod v večnost stvar neke oddaljene prihodnosti, nekaj, o čemer bi morali razmišljati, ko bomo dosegli visoko starost in ko bo jasno, da se ta trenutek približuje. Vendar se v tem zelo motimo, saj trenutek, ko nas bo poklical z tega sveta, ni znan, je popolnoma negotov in absolutno nič nam ne jamči, da bomo imeli čas in priložnost, da se na to vnaprej pripravimo. Res je, nekaterim Bog da priložnost, ko je že mogoče slutiti, da bo nekdo malo prešel z tega sveta. A pogosto ni tako, da pogosto nekdo umre povsem nenadoma. Dovolj je, da pogledamo črno kroniko, da vidimo, koliko nesreč se zgodi vsak dan in da umirajo ljudje, ki si niso niti v sanjah predstavljali, da bo to njihov zadnji trenutek. Torej, natančen trenutek, ko se bo to zgodilo, je zelo negotov. Včasih se da napovedati z večjo ali manj gotovostjo. Če je nekdo hudo bolan, ima
raka v terminalni fazi, se lahko napove, kdaj bo umrl, če mu ostane le še nekaj mesecev življenja. Nekoč ali danes v nekaterih državah, če je nekdo obsojen na smrt, se ve, kdaj bo smrtna kazen izvršena in da se tu konča njegovo zemeljsko življenje. Čeprav tudi to ni popolnoma gotovo, lahko se zgodi nenaden zasuk ali čudež. Tako je bil Dostojevski obsojen na smrt, a je nato nekaj trenutkov pred izvršitvijo kazni prejel od cesarja pomilostitev. Popolnoma gotovost o tej resničnosti je mogoča le s posebnim božjim razodetjem. Tako so nekateri svetniki od Boga prejeli spoznanje, kdaj točno, na kateri dan in v katerem trenutku bodo umrli. Sveti Maksimilijan Kolbe je enemu od svojih redovnih bratov prerokoval točen dan smrti. Prerokoval mu je tudi, da ga bodo bratje zavrgli, in tudi to se je uresničilo, ker je ta duhovnik do konca ostal zvest tradicionalni maši in je moral zaradi tega trpeti preganjanje. Bog je nekaterim ljudem v stari zavezi prav tako napovedal, kdaj bodo umrli, recimo, da bodo umrli v boju. Toda velika večina ljudi ne bo imela niti verjetnost, niti gotovosti glede trenutka svoje smrti, ampak le negotovost. Tista ura jih bo doletela povsem nepričakovano. Vemo, koliko ljudi umre zaradi nenadne smrti, zato pa se ne smemo slepiti, da morda ne bomo tako končali svojega zemeljskega življenja, da se bomo lahko vsaj oddaleč pripravili na tisto uro. Kako napačno in nesmiselno je takšno razmišljanje, kaže spodbuden odlomek. Zakaj misliš, da boš dolgo živel, ko nisi prepričan niti za en dan? Koliko jih je bilo prevaranih in se jih je nenadoma ločilo od telesa? Kolikokrat si slišal, kjer pravijo, da je eden padel z meča, da se je eden utopil, da je padel z višine in si zlomil vrat, en je umrl med igro, en je umrl od kuge, en pa je umrl od roparske roke, in pa so tako vsi končali s smrtjo in človeško življenje mine hitro kot senca. Pred nekaj leti je v Zagrebu 39. letu starosti umrl mlad duhovnik, jezuit, mlad duhovnik, ki je pred kratkim končal študij in se nenadoma zgrudil na stopnicah, ostal je na mestu mrtev. Eden od naših duhovnikov pripoveduje o svojem spominu na 8-letno deklico, ki je hodila s njim v glasbeno šolo. Samo enkrat je opazil, da ona ne pride več. Kaj se je zgodilo? Bila je zunaj doma in prav tistega dne je skozi njen majhen miren kraj peljal velik tovornjak, ki je po nesreči odvrgel ves tovor, kateri je padel naravnost nanjo. O tem, dragi verniki, želimo razmisliti v tem previševanju, da vsakogar čaka ta trenutek in da moramo biti vedno pripravljeni na to. Lahko si postavimo vprašanje, kako bi reagirali v tej situaciji, če bi smrt bila dobesedno pred našimi očmi. Tako je bilo na primer potnikom na Titaniku. Od 2200 potnikov jih je 2/3 umrlo. V enem članku sem našel opis te situacije, ki ga je podal en Hrvat, ki je preživel. Opisuje, kako so se takrat obnašali ljudje okoli njega. Medtem ko sem
iskal izhod iz te tragične situacije, so bili okrog mene ljudje izprijenimi obrazi, nekateri so jokali, drugi glasno molili, tretji so preklinjali, četrti so se noro smejali. Tako kot pravi znani latinski pregovor qualis vita finis ita, kakršno življenje, takšno tudi smrt, zato si prizadevajmo že v tem trenutku tako uskladiti svoje krščansko življenje z Božjo voljo, da bomo vedno pripravljeni na ta trenutek, bodisi da bo prišel nenadoma ali pričakovano, da bomo vedno na to pripravljeni.